Razen, če se bo na Erjavčevi ustoličil nekdo drug. Ker če še kdo ni opazil, so jeseni predsedniške volitve. Predsednik Pahor ima z vsakim dnem večjo konkurenco. Poleg Milana Jazbeca in komika Žiga Papeža se je bitki za predsedniško palačo uradno pridružil še Marjan Šarec! Jaz še zmer, veste kaj? Jaz še zmer čakam, da kandidaturo vloži Ribič Pepe, drage moje. No, zdaj pa tako, Marjan Šarec je bil komik. Jaz sem ziher, da bo to velik špas. S predsedniško kandidaturo misli smrtno resno. Vrag je odnesel šalo. Je Borut Pahor težek material za imitacijo? To boste morali vprašati tistega, ki se s tem ukvarja. To je zdaj že preteklost. Smrtno resno? Ok, bomo vprašali Artača za Pahorja. Vrag je vzel šalo, pa to ni Šarec, ki ga jaz poznam. Pa kaj se je zgodilo za Boga? Pa kaj se je zgodilo z mojim prijateljem iz mladosti? Kdo ga je spremenil? Kaj se dogaja? Marjan Šarec, s katerim sva skupaj hodila na nastope, je stal na odru, pa se drl v mikrofon kot Werner. Ne gane me, srce je kakor kamen. Marjan Šarec, ki ga jaz poznam, je bil poln modrosti. Baba je žaba pa človkni. Pa, kaj je še rekel? Baba je kot alkohol, najprej te napije, pa ti gre pa na jetra. Stara baba, dolga noč, star ded se pa še dan vleče. Marjan Šarec, ki ga jaz poznam, je najboljšo ponašal pijanca, kar sem v lifeu videl. V oči me glej! Marjan Šarec, ki ga jaz poznam, je na odru izvajal trik podaljševanja roke. Tako je izgledal. Jaz ne vem. Marjan Šarec, ki ga jaz poznam, se je režal. Kje je ta človek? To je človek, ki so ga na Radiu Slovenija klicali Zanemarjan Klošarec. In kako bo izgledal, če bo zmagal? Danes je velik dan. Ne gre za to, da je zmagal Marjan Šarec. Gre za to, da je zmagala volja ljudi nad močjo kapitala. Hajl Šarec! Kaj je bilo to? A so ga posneli v eni pivnici v Münchnu? Bomo videli, kaj bo. To je naš YouTube kanal. Klikni na ta gumb in se naroči, da boš na tekočem. Polajkaj nas tudi na Facebooku in na Twitterju. Pa po pameti!